Premirje naj bi preprečilo prav to. Toda zdaj je regija znova na robu. Obtožbe letijo. Saj se Hezbolah in Izrael medsebojno obtožujeta za najnovejšo smrtonosno zaostritev čez vikend. Danes se nam v oddaji Jerusalem Minute pridružuje mednarodni tiskovni predstavnik urada predsednika vlade in rezervni major izraelskih obrambnih sil Doron Spilman, ki nam bo pomagal razjasniti situacijo. Dobrodošel nazaj v oddaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV, Aleksej. Morda nova strategija Združenih držav Amerike glede Irana. Poročila kažejo, da so Združene države Amerike vse bolj osredotočene na oslabitev Irana s sankcijami in gospodarskim pritiskom namesto z vojaškimi sredstvi. Mislim, da to dejansko nakazuje, da Trump ne želi vstopiti v nov vojaški konflikt, vsaj na kratki rok. In to bi lahko trajalo do konca vmesnih volitev. Ampak jasno je, da želi še naprej povečevati gospodarski pritisk. In tukaj se pojavljajo dobra vprašanja. Zakaj so sploh zmanjšali gospodarski pritisk? Zakaj so odstranili blokado? Če bi ohranili blokado od takrat do zdaj, obstaja možnost, da bi se lahko izognili nekaterim vojaškim izbruhom, ki smo jih videli v zadnjih nekaj tednih in mesecih. In Iran bi bil veliko bližje gospodarskemu kolapsu. Ampak mislim, da Trump ponovno jasno izraža svojo željo, da se vojaško ne vmešava. Ne mislim nujno, da to pomeni, da se Združene države ne bodo vojaško vmešale. Mislim le, da to zaenkrat pomeni, da Trump razkriva svoje karte in pravi ne vojaškemu posredovanju, da gospodarskemu pritisku. Seveda so v začetku novembra vmesne volitve. Predsednik Trump pa je čez vikend dejal, da namerava Hormuško ožino narediti za ameriško ozemlje. Poglejmo si ta posnetek. In potem, ko bomo končali s porazom Irana, ki je hudo poražen, zelo kmalu bom razglasil Hormuško ožino za ozemlje Združenih držav Amerike. Aleks, kaj meniš o tem posnetku? Predsednik Trump s svojimi drznimi izjavami tukaj. Je to realistično? Je to le del neke vrste šale strani predsednika? Kaj misliš o tem? No, to je zagotovo izjava, ki bo verjetno razjezila Irance. Ne morem si predstavljati, da bi bili veseli, če bi slišali, da predsednik Trump govori o tem, da bi Hormuško ožino spremenil v ameriško ozemlje. Spomnimo se, da ožina Hormuz ni iransko ozemlje. Ne pripada Iranu, ne pripada Omanu, ne pripada nikomur. To je mednarodna naravna morska pot, ki naj bi bila odprta in prosto dostopna javnosti. Združene države je ne bi smele imeti v lasti. Iran je ne bi smel imeti v lasti. Nihče ne bi smel zaračunavati za prehod ladij skozi to območje. Ne zaščitnine, ne česarkoli drugega. Ampak mislim, da predsednik Trump nakazuje, da ne bo dovolil situacije, v kateri bi Iran ali Oman dosegla dogovor, kjer bi si lastila to ožino. In v zadnjih nekaj tednih smo večkrat slišali, da sta Iran in Oman pogajala o dogovoru, Združene države pa so, veste, nekako opazovale, kakšen dogovor bosta ti dve državi dosegli in sklenili. In tukaj mislim, da Trump na to jasno odgovarja. Ne, Združene države bodo vsaj zaščitnik Hormuške ožine. Združene države bodo edina sila, ki bo zagotavljala svobodo plovbe za vse ladje skozi to ožino. Aleksej, kot si rekel, je Iran že zavrnil ameriške trditve glede nadzora nad ožino. Predsednik Trump pa tudi opozarja Američane, da ima ta konfrontacija svojo gospodarsko ceno. In pri tem omenja visoke cene bencina kot nujen strošek za preprečevanje, da bi Iran pridobil jedrsko orožje. Ja, vidimo, da je cena bencina v Združenih državah več kot $4 na galono. To je nekaj, kar je Trump zagotovo želel znižati. To je vedno poudarjal v kampanji. Vedno je govoril o znižanju cen goriva z tistih visokih vrednosti, ki so bile med Bidenovo administracijo, na tiste, ki so bile pri Trumpu. Znižanje cen goriva je glavni gospodarski cilj. Vendar, dokler so Hormuška ožina v takšni nestabilni situaciji, vidimo, da se cena goriva samo še naprej zvišuje. In medtem, če Trump ni pripravljen ukazati vojski, naj prevzame nadzor nad Hormuško ožino enkrat za vselej, mora zdaj Američanom pojasniti, da obstaja cena za to, kar se je že zgodilo vojaško v povezavi z Iranom, kot tudi za nadaljevanje gospodarskega pritiska, kar je strategija, ki lahko traja tedne, mesece ali celo leta, da se izpelje.
Tako se zdi, da je prenašanje tega sporočila ameriški javnosti del kampanje pred umestnimi volitvami, da bi pojasnili nadaljne zviševanje cen bencina. Aleksej, hkrati smo imeli kršitve premirja tako strani Hezbolaha v Libanonu, kot tudi Hamasa v Gazi v soboto. Premijer Netanjahu je danes zjutraj poslal naslednje sporočilo. Hezbolah je kršil premirje v Libanonu in napadel naše borce znotraj rumene črte. 3 borci IDF so bili v napadu huje ranjeni. Torej, Aleksej, po naših podatkih je samomorilski dron, ki ga je izstrelil Hezbolah, ciljal na vojake, ki so varovali izraelske obmejne skupnosti. 3 vojaki so bili v tem napadu huje ranjeni. Hkrati pa obrambni minister Katz obljublja, da bodo poravnali račune na vseh frontah, pri čemer se nanaša tako na Libanon kot na kršitve Hamasa, ki napada izraelske položaje v Gazi. Kasneje v izjavi predsednika vlade vidite, da pravi, da IDF deluje v skladu s politiko političnega vrha in odpravlja vsako grožnjo našim silam in državljanom, tako v Libanonu kot v Gazi. Torej, kar vidite je, da mora IDF nadaljevati v stanju največje pripravljenosti in se odziva proti Hamasu v Gazi in teoretično ima Izrael že dogovor o premirju, ki je bil podpisan pred meseci, posredovale so ga Združene države Amerike, in 20-točkovni načrt, ki je bil vzpostavljen, naj bi ga nadzoroval ta odbor za mir, vendar Hamas očitno zavrača razorožitev, kot smo mnogi od nas domnevali, da bo temu tako. In enako velja za Libanon. Čeprav obstaja dogovor o premirju, ki ga je Izrael podpisal z libanonsko vlado, stranka, ki ni podpisala tega premirja, je Hezbolah. In prav Hezbolah je tista sila, ki napada Izrael. Torej si Izrael želi premirja, vendar mora še naprej napadati Hamas v Gazi in Hezbolah v južnem Libanonu. Za več informacij o Hezbolahu v Libanonu in Hamasu v Gazi je za nas čast, da v studiu pozdravimo Dorona Spilmana, mednarodnega tiskovnega predstavnika urada predsednika vlade. Lepo te je videti, Doron. Počutim se, kot da sem spet doma, Jož. Tukaj si doma, vedno si doma, tukaj na JNS. Zelo smo veseli, da si z nami. Takoj se obrnimo na dogajanje v Libanonu čez vikend. Hezbolah je napadel izraelske vojake znotraj varnostnega pasu ob libanonski meji, kar je očitna kršitev premirja. Izrael se je odzval. Poročila kažejo na 11 mrtvih v Libanonu. Veliko teh, oziroma nekaj teh, moram reči, so civilisti. Toda po navedbah urada predsednika vlade je Hezbolah namerno postavil civiliste v kompleks, saj je vedel, da se bo Izrael maščeval. Veste, to je res tisto, česar ljudje ne morejo razumeti. Pravzaprav sem pravkar govoril z mamo, ki me je poklicala. Je Američanka in me je vprašala, kaj se je zgodilo v Libanonu. Rekel sem, mama, svet res ne more razumeti, kako zlobni so te ljudje. Napadli so naše sile v varnostni coni, torej govorimo o območju le nekaj milj od izraelske meje. Naši fantje razstavljajo infrastrukturo. Samomorilski dron pride in jih napade, v nasprotju z dogovorom, ki je bil sklenjen, z dogovorom o prekinitvi ognja. Potem verjetno vedo, na podlagi izraelskih obveščevalnih podatkov, da bomo ugotovili, od kod je prišlo to povelje in udarili nazaj. Kaj torej naredi ta človek? Vzame očitno civiliste, glede na to, kar berem, svojo lastno družino in jih premakne v vojaško poveljstvo. Mislim, kdo bi to naredil? Kaj si misel? Misel si, morda bo kdo to opazil in ne bomo udarili. Ali pa, ko udarimo in ga odstranimo, žrtvuje svojo celotno družino. Tako lahko potem tudi po svoji smrti s prstom pokaže na Izrael in reče, da ste ubili civiliste. To je tako absurdno. In veste, zgodba se je začela odvijati včeraj. Bil sem s predsednikom vlade in bil je šabat. In zgodba se je odvijala. In lahko smo videli, kam zgodba pelje. In ko so prihajale informacije, smo ugotovili, sedel sem z njimi, kako izjemno pomembno je bilo poskušati pojasniti, kaj se je v resnici zgodilo. No, ali tukaj ni temeljnega vprašanja, ker je Izrael podpisal sporazum o premirju z vlado Libanona, vendar vlada Libanona ne napada Izraela znotraj varnostne cone. Imate teroristično organizacijo Hezbolah, ki očitno še vedno meni, da je v vojni z Izraelom. Torej, kako imate sporazum o premirju in Hezbolah, teroristično organizacijo, ki sploh ni podpisala sporazuma o premirju, krši ta sporazum? Kako to deluje? Poglejte, celoten sporazum o premirju temelji na eni stvari. Hezbolah ne sme biti v igri. Če pogledamo, Libanon in Izrael smo bili drug ob drugem 80 let. Večino tega časa sta bila Izrael in Libanon v miru. Tudi leta 1948 je Izrael zgodaj podpisal premirje z Libanonom.
Leta 67. Libanon. Veste, rekli so, da se bodo pridružili. V resnici se niso pridružili vojni. Izrael vse do leta 1982, ko se je vse spremenilo. Izrael v vsem tem času je bilo morda le 6 čezmejnih incidentov. Skoraj nič. Ko se pojavi Hezbolah, se vse spremeni. Torej je celoten dogovor zasnovan na ideji, da je ta nova prihodnost, ki se sestavlja, vse to temelji na eni stvari, da mora biti Hezbolah izključen iz igre. In veste, spraševali so me vedno znova, ali to pomeni, da pogovori razpadajo. Rekel sem, da je ravno nasprotno. To kaže, zakaj je treba pogovore podpisati in jih hitro premakniti naprej. Morajo biti resnični, ker vidite, Hezbolah bo naredil skoraj vse. In veste, tisti napad ni šlo samo zato, da so napadli naše vojake. Odkot so napadli? Neposredno z območja gradu Belfor, grebena Al-Tahir, kaj ne? V bistvu, kaj se je zgodilo? To je v resnici os zla, ki je bila zgrajena znotraj Libanona. Že desetletja Iran, morda celo Severna Koreja, spet, po tujih poročilih, zgradila to deželo predorov. Imenuje se dežela predorov. In izraelskim obrambnim silam jih je uspelo stisniti onkraj tistega grebena. In vedo, da bodo kmalu izgubili ves svoj položaj. To je bila njihova druga obrambna linija. In zato poskušajo, preden se še bolj približamo, napasti naše enote. Ker vedo, da so blizu izginotju. In mi moramo samo nadaljevati naprej in naprej, ter z Libanonom priti blizu dogovora. Mislim, da lahko to stvar zaključimo. Ali ni ves namen izraelske zaveze v pogovorih o premirju ta, da se Izrael dejansko umakne nazaj? Kaj ne? Izrael je napredoval vse do reke Litani, tam so postavili rumeno črto. Nato so šli celo nekoliko dlje do gradu Balfour in še do nekaj drugih strateških točk. In zdaj se dejansko umikajo iz 2 posebnih pilotnih območij, v katerih naj bi libanonska vojska zagotovila varnost na teh območjih. Vendar smo videli, da Hezbolah deluje vse do Bejruta na severu. Kako torej na koncu izločite Hezbolah, če je edina sila, ki je sposobna izločiti Hezbolah, izraelske obrambne sile? Hkrati pa jih prosijo, naj se umaknejo bliže izraelski meji. Poglejte, celotno pilotno območje ni na tem območju, je na drugem območju. Ampak veste, kot ves čas razlagam, veste, gre za pilotno območje. O pilotnem območju še ni mogoče soditi. Mislim, ne moramo reči, wow, pilotni projekt je uspel samo zato, ker se v ozadju sliši ploskanje. Trenutno čakamo, da libanonska vojska vstopi in pokaže, da lahko dejansko, da so sposobni razorožiti Hezbolah. To ni lahka stvar in zato se ne bomo umaknili. Pravzaprav smo že prej bili tukaj. Smo blizu grebena Altaj, kjer je Hezbolah zgradil to ogromno, kot podzemni Pentagon. Neverjetno je, kaj so vložili v to. Smo na tem območju, delujemo na tem območju. Bili smo zelo jasni glede tega. Ne moremo se umakniti, dokler libanonska vojska ne napreduje. Torej je žoga zelo na njihovi strani. In Izrael upa, navijamo zanje, da jim bo uspelo izriniti Hezbolah. Če jim ne uspe izriniti Hezbolaha, potem ni ničesar, kar bi jih ustavilo. Med Hezbolahom in izraelskimi skupnostmi je 10 milj, ne bomo šli nikamor. Predsednik vlade je bil zelo jasen. Ne bomo se premaknili, dokler ne bomo videli, da je to storjeno. Kaj bi Izraelu sploh lahko dalo kakršenkoli znak, da je libanonska vojska sposobna omejiti Hezbolah? Območja, na katera smo se umaknili, so vasi, ki so bile očiščene Hezbolaha. Govorite o vaseh, v katerih ni Hezbolaha. Ko se umikamo in libanonska vojska vstopa, je to pilotno območje, da zagotovimo, da Hezbolah ne bo mogel vstopiti v te vasi. Če bodo te vasi nenadoma začele dvigovati zastave Hezbolaha, imamo zelo resen problem. Če bodo lahko obdržali te vasi in jih ohranili varne, ter na to razširili svojo prisotnost, je to kot pri vsaki stvari, kaj ne? Želiš nekomu dati preizkus. Veš, najprej vzemi sistem, ki nekako deluje in poskrbi, da ga ne pokvariš. Nato pa nadaljuj in uporabi svoj lasten sistem. Torej, tukaj smo trenutno. Pogovorimo se o razmerah na terenu. Izrael je odgovoril z napadom na poveljnika bataljona v Radvan enoti Hezbolaha. In rad bi vedel, kaj lahko pričakujemo v naslednjih urah, naslednjih dneh, glede morebitnega povračilnega ukrepa Hezbolaha na ta napad. Kaj vemo? Poglejte, oni tako ali tako že izvajajo povračilne ukrepe. To je njihova Boter enota. Boter enota je nekako kot vrh sulice njihove Radvan sile. To so fantje, ki so bili leta usposabljani strani Irana, močno financirani, imajo odlično opremo, poznajo celoten teren. To so fantje, ki delujejo v tistih tunelih. Če jih zbudite sredi noči, vedo, kako napasti Izrael. To je bil obmejni poveljnik, ki smo ga ubili, eden njihovih vodilnih ljudi. Poslušajte, oni napadajo tako ali tako. Naša celotna težava, ves naš položaj je, da oni vedno poskušajo napasti. Mi se branimo. Oni izstreljujejo te samomorilske drone in to bodo počeli še naprej. Edini razlog, da bodo nehali, je, če bodo začutili, da prihaja konec in bodo morali iti proti diplomatski, politični rešitvi, ker vojaška rešitev ni več mogoča. Ampak to bo pomenilo, da Izrael, Združene države in vlada Libanona bodo morali biti zelo, zelo močni. In Izrael, hvala Bogu, je
Mislim, če pogledamo to v primerjavi z zadnjimi 80 leti obstoja Izraela, medtem ko se ta pilotni projekt odvija in vidimo, kako to deluje, držimo varnostno območje. To je neverjetna stvar. Po celotnem Izraelu imamo ta obroč. Veste, Ben Gurion je bil tisti, ki je rekel, obstajajo 3 glavna načela vodenja vojne. Nikoli se ne bori na svoji zemlji, vedno se bori na sovražnikovem ozemlju. In ko se boriš, se bori za zmago. In zdaj to drugo načelo, da nisi na svoji zemlji, kar smo se naučili 7. oktobra. Kaj to pomeni? Izrael se ne bori na svoji zemlji. To je neverjetna stvar. Torej smo v položaju, da pustimo, da se to odvije in upajmo, da se bo kmalu odvilo v našo korist. Kako potem premagaš Hezbolah, če zdaj zavzemamo bolj obrambno držo? Varujemo varnostno območje in morda odgovarjamo po napadih Hezbolaha, namesto da bi bili napadalni, kot je bil Izrael pred podpisom sporazuma o premirju. Mislim, da ste izpostavili napetost in tukaj mora posredovati libanonska vojska. Če gremo mi na polno naprej, potem libanonska vojska nima nobene vloge. To pa tudi izpostavlja izraelske vojake nevarnosti. In ne pozabimo, imamo grozljivo teroristično silo na severni meji, ki poskuša napadati izraelske skupnosti in je ubila izraelske vojake. V njihovi državi imajo Hezbolah. Mislim, da veste, omenili ste Bejrut. Hezbolah je prevzel njihovo celotno državo. Tudi oni imajo svoj interes v tej igri. Edini način, da bo Hezbolah lahko poražen, je, da Libanon stopi v ospredje. Tako je, držimo to območje, delujemo, imamo različne operacije. Predsednik vlade je pred nekaj dnevi javno na novicah povedal, da imamo operacije. Rekel je, da ne bo šel v podrobnosti. Imamo operacije na različnih območjih. Izraelske obrambne sile ne stoji pri miru, torej dogajajo se stvari. Ampak ustvarili ste območje, kjer lahko libanonska vojska dejansko prvič z izraelsko podporo, predvidevam, stopi naprej in se dejansko loti te težave. Ne pozabite, ko se lotijo te težave, Hezbolah kot teroristična organizacija se bo vedno poskušal pojaviti kot goba po dežju. Morajo imeti sposobnost, da to uveljavijo. Ne predstavljajte si, da je stvar že rešena. Nočete čez 10 let pošiljati izraelskih vojakov v Bejrut, da bi se spopadli z naraščajočo težavo. Morajo pokazati silo. In to je bistvo tukaj. In če libanonska vlada ali članonske vlade, med katerimi so lahko šiiti ali suniti, ne nujno samo kristjani, dajajo izjave proti IDF, ali so te izjave skladne s tem, kar Izrael sliši po svojih pogajalskih kanalih? Veste, kako libanonska vlada in tudi v tem primeru Združene države gledajo na to, da Izrael še naprej napada Hezbolah znotraj Libanona? Veste, ko pogledam, ko preberem, večinoma vse prihaja iz Twitterja, kaj ne? Lahko vidite, kaj objavljajo na Twitterju. Na Twitterju lahko v tem primeru, na primer, vidite, da so takoj zavzeli stališče, da je bila ta družina ubita, dokler tega nismo pojasnili. Toda tudi takrat, ko pogledate jezik, še vedno se vrača k ideji. Celotna retorika glede Izraela je, da obstajajo dogovori z Izraelom. Mislim, opazil sem veliko spremembo v načinu, kako se Libanonci odzivajo na to in dejstvo, da priznavajo izraelsko suverenost. Veš, te ljudje se zbudijo s Hezbolahom čist zraven. Ko javno rečeš, da priznavamo izraelsko suverenost, je to velik korak za Libanon. Ampak kot pri vsem, če čutijo, da Hezbolah raste in mi izgubljamo, da smo šibki, kot libanonski uradnik boš veliko bolj verjetno začel, ublaževati svoje izjave in se premikati v drugo smer. Zelo pomemben čas je za ta tripartitni sporazum med Izraelom, Libanonom in ZDA, da pokažejo moč. In mislim, da je to treba narediti kmalu. Dal ti bom en primer. Ob koncu druge libanonske vojne, leta 2006, v kateri je Izrael na nek način zmagal, recimo vojaško, smo se spopadli s to grožnjo. Z vidika odnosov z javnostmi je bila to katastrofa, ker so se povsod hvalili, da so zmagali. In lahko vidimo, da se je rast Hezbolaha v smislu financiranja povečala. Veš, kaj so naredili? Moron al-Ras, to je bila skupnost tik čez severno mejo. Ne? Kaj so naredili? Zgradili so park na vrhu, prav tam, kjer je bila vojna, imenovan Iranski vrt, z majhno mošejo Al-Aqsa, sliko kip Sulejmanja, ki kaže v smeri Izraela. In tja so pripeljali otroke ter jim pokazali, kako so zmagali v vojni in kako je Izrael šibek, Zahod je šibek. In to je novačilo. Tukaj bo enako. Nočemo, da bi bil na vrhu Balfourjevega grebena park, imenovan Iranski vrtovi. Nočemo tega. Pomembno je pokazati popolno zmago. In mislim, da je izraelski predsednik vlade temu predan. To lahko slišite tudi od obrambnega ministra. Ampak spet, ključ za ta sporazum je, da Libanon vstopi v igro. Rad bi nadaljeval in se osredotočil na razmere v Gazi, ker imate hkrati Hamas, ki je ta konec tedna tam kršil premirje. Eksplozivno napravo Hamasa so odkrili potem, ko je izraelski tank zapeljal čez njo. Hvala Bogu, da tam ni bilo poškodb. Poleg tega teroristi prečkajo rumeno črto in napadajo položaje IDF. Prosim, povejte nam najnovejše informacije o razmerah v Gazi. Hamas se ponovno vzpostavlja. Tako preprosto je.
Hamas je v zadnjih 8 mesecih obljubil demilitarizacijo. Celoten dogovor predsednika Trumpa, prva beseda je deradikalizacija Gaze. Gaza ne bo predstavljala grožnje svojim sosedom. In celoten dogovor temelji na ideji, da se bo Hamas razorožil. Počeli so ravno nasprotno. Novačili so svoje vojake. Imam posnetke, na katerih jih vidim, kako hodijo naokoli z nabitimi puškami okoli vseh tovornjakov s hrano. Imeli so krščansko strelivo. Zasledili smo jih pri 7 različnih vajah, kjer so vadili proti Izraelu. Hezbolah ni v vakumu, rastejo, kar pomeni, da ponovno novačijo. Postajajo vse bolj agresivni. In Izrael ne popušča. Toda kot je predsednik vlade jasno povedal, to ni situacija, ki bi ostala takšna, kot je. Trenutno smo zadovoljni, da Združene države poskušajo posredovati in dejansko razorožiti Hamas. Raje bi imeli to storijo oni, da nam tega ne bi bilo treba. Toda na koncu dneva ne bomo dovolili, da bi Hamas še naprej rasel in se razširil nazaj tja, kjer je bil prej. Ali kdo trenutno napotuje vojake za demilitarizacijo Hamasa? Nekaj držav se je že zavezalo prispevati vojake. Ampak spet, ena stvar je napotiti vojake, kar je pomemben prvi korak. Druga stvar pa je vprašanje, kaj bodo ti vojaki dejansko počeli. Veste, iti noter in razorožiti Hamas. Mislim, da vemo, kako je na izraelski strani. Ne potrkaš preprosto na vrata. Pozdravljeni, veste, koliko AK-47 in Kalašnikovov imate? Ne. Če potrkaš na vrata, bo nekdo streljal skozi vrata. Torej, vprašanje je, kaj bojo ti vojaki počeli in kako bodo razorožili Hamas. Tukaj je Izrael izjemno odločen. Nismo mi tisti, ki bi zagovarjali politiko preverjanja orožja na vratih, kjer bi Hamas odložil orožje pri vhodu in šel na večerjo. Prideš ven, dobiš nalepko in dobiš nazaj svoje orožje. Torej, je tukaj veliko vprašajev. Združene države so zagotovile to enoto. Odbor za mir je zagotovil to enoto. In to je blagoslov, če bo kdo drug prišel in dejansko lahko to naredil. Upamo, da bodo oni to lahko naredili. Če oni tega ne bodo mogli narediti, bomo to naredili mi. In kaj pa Turčija in Katar, ki pravita, da želita biti del takšne sile? Vem, da je Izrael večkrat, vključno s predsednikom vlade, zavrnil sodelovanje teh držav v taki sili. Pred 2 dnevoma je Turčija pozvala k uničenju Izraela. Katar je financiral in gostil vodstvo Hamasa. Je njihov glavni pokrovitelj in je izjemen podpornik terorizma po vsem svetu. Če bi ti 2 državi vodili razgradnjo Hamasa 5 milj od izraelskih skupnosti, bi to pomenilo nacionalni samomor. In tako je predsednik vlade ponovno zelo jasno postavil rdečo črto. Ne bomo dovolili, da sovražna država, ki poziva k našemu uničenju, pride na 5 milj od izraelskih skupnosti in ji rečemo, zdaj ste vi odgovorni za razgradnjo skupine, ki ste jo sami ustvarili. Izrael je imel več tiskovnih predstavnikov od začetka vojne do danes. Na določenih točkah v zgodnji fazi vojne je bil diplomatski napad na Izrael in posebej na izraelske tiskovne predstavnike. Kaj opažate zdaj na svojem položaju glede tona in načina zaščite izraelskih interesov v medijih in javnosti? Mislim, da je to izjemno obetaven razvoj. Zaposlili so me v uradu predsednika vlade. Vsak dan sedim skupaj s predsednikom vlade in vsemi vodji varnostnih služb za eno mizo. Zdaj so vsi predani temu in vsem je jasno, hvala Bogu, smo trdovratni ljudje, ampak na koncu tudi trdovratnim ljudem je nekdo dal masažo in smo nekako ugotovili, v redu, to je res 8. bojišče. Glede na to, kar vidim znotraj sistema, je resnično priznanje, da je ta fronta, slišal sem celo, da pravijo, da je to ali 8. bojišče ali pa najpomembnejše bojišče, diplomatsko. Fronta Hasbare, fronta sposobnosti razložiti, kaj se dogaja in biti korak pred drugimi. In če nisi korak pred drugimi, da prideš ven in poveš, kaj mislimo, ne samo kot odziv, tudi jaz kot vojaški tiskovni predstavnik, več let, na koncu dobiš poplavo vprašanj. Skoraj ne moreš priti do sape, da bi povedal, zakaj smo sploh tukaj. In zdaj je resnično priznanje, tukaj smo. Zoperstavljamo se zlu. Smo edina država na svetu, ki razume, kaj pomeni postaviti se proti zlu. Veste, nismo navdušeni nad idejami, da bodi prijazen do svojega terorističnega soseda in bo tudi on prijazen do tebe. Zato, mimogrede, del sveta ne mara tega, kar počnemo, ker se še vedno oklepajo teh zahodnoevropskih idealov, da če bomo prijazni in jih sprejeli, nas bodo imeli radi. No, vemo, da se to ne bo zgodilo, zato se jim upiramo. In pomembno je, da se postavimo zase in to izpostavimo. Predsednik vlade, obrambni organi, vsi so enotnega mnenja. In mislim, da smo priča prelomnici za Izrael. On je Doron Spilman, mednarodni tiskovni predstavnik urada predsednika vlade in seveda nekdanji voditelj tukaj na JNS TV. Vedno je dobro, da ste spet z nami. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili tukaj na Jeruzalem in minute. Veselje je moje. Najlepša hvala Doronu. Aleksej, osredotočimo se, če lahko nekoliko bolj na Gazo.
Izrael pravi, da se mora Hamas razorožiti, preden sploh razmišlja o umiku. Poglejmo si ta posnetek. V vsakodnevni rutini kaj je to? Želimo izraziti nekaj, kar je najbližje temu. Dokler sem jaz predsednik vlade, palestinska država ne bo ustanovljena. Ne v Gazi in ne na Zahodnem bregu. Ne v Fatahovi in ne v Hamasovi oblasti. Kar zadeva specifična vprašanja, ki jih v zadnjem času postavljajo v novicah, želim to natančno pojasniti. Izrael zavrača dokument s 15 točkami. Slišal sem, da pravijo, niste povedali smo, ampak tukaj so zadnje informacije, pravi Nocer Diat. Izrael zavrača dokument s 5 točkami, Sahala ne bo izvedel nobenega umika, dokler Hamas ne bo razorožen. In ko rečem razorožitev Hamasa, to pomeni težko orožje, manj težko orožje in lahko orožje. Kot smo o tem razpravljali prejšnji teden, zdaj pa predsednik vlade Netanjahu še dodatno poudarja te izjave in pravi, da se mora Hamas razorožiti, da bi lahko bil napredek na fronti v Gazi. Pred približno tednom dni smo videli, mislim, da smo o tem govorili v oddaji prejšnji teden, da je Odbor za mir predstavil nov 15-točkovni načrt. In ta 15-točkovni načrt je govoril o blažji razorožitvi Hamasa, predvsem o tem, da bi se orožje zbiralo in shranjevalo v skladiščih, ter da bi palestinska policija, ne Hamas, bi bila odgovorna za ključ. In Izrael je to popolnoma zavrnil. To je nekoliko drugače, kot je predsednik vlade reagiral v različnih fazah te vojne, še posebej, ko je bil predsednik Trump na položaju. Predsednik vlade običajno išče bolj zakulisne diplomatske kanale za pojasnitev stališča Izraela. Zdaj prihajamo v volilno obdobje. Zdaj smo le še 3 mesece oddaljeni od volitev 27. oktobra. In kar vidite je, da predsednik vlade odločno nastopa in izjavlja, da je ta 15-točkovni načrt po izraelskem stališču popolnoma in v celoti nesprejemljiv. Izrael tega ne bo sprejel. Ne bodo se umaknili z nobene točke znotraj Gaze. Ne za rumeno črto, ne pred rumeno črto. In Izrael nadzoruje veliko ozemlja pred rumeno črto. Torej, Izrael pravi, da se ne bodo umaknili. Mislim, da je bilo nekaj zelo zanimivega, kar je predsednik vlade povedal tukaj, česar prej res ni povedal. In rekel je, da palestinska država ne bo ustanovljena. In večkrat je rekel, da ne bo dovolil ustanovitve palestinske države v Judeji in Samariji. Toda, kar je povedal tukaj v tej izjavi, mislim, da prvič, je to, da ne bo dovolil, da bi se Gaza spremenila v uradno palestinsko državo, ne v Hamasovo ozemlje, ne v Fatahovo ozemlje. Spomnite se Mahmuda Abasa, ki vodi palestinsko upravo. On je iz Fataha, torej ne bodo smeli prevzeti nadzora nad tem. In Hamas tudi ne bo smel prevzeti nadzora nad tem. To pa pušča velik vprašaj glede tega, kakšna naj bi bila prihodnost Gaze. Kar pa jasno pove, je, da se Izrael ne bo umaknil iz območja in ga predal neki palestinski upravni oblasti. Da bi dovolili tej mali državici, temu poskusu palestinske države, ki se je imenovala Gaza, da dejansko postane formalna palestinska entiteta. Njegove izjave so torej nekako v nasprotju z dejanskim načrtom. Saj načrt predvideva, da bo neka entiteta palestinske oblasti odgovorna za Gazo dan po koncu vojne. 20-točkovni načrt, ki je bil podpisan, ko je začelo veljati premirje, predvideva nacionalni odbor za upravljanje Gaze, v katerem naj bi bili palestinski tehnokrati, ki jih odobri Izrael in ki naj bi vodili Gazo. A to naj bi nadzoroval Odbor za mir. Zdaj imate Nikolaja Miladonova, ki je bil nekdanji odposlanec ZN za Gazo in je zdaj v bistvu vodja tega Odbora za mir. In ko je predsednik vlade nastopil in rekel, da se Izrael ne bo umaknil, dokler Hamas ne bo popolnoma razorožen. In v teh izjavah je jasno povedal, kaj razorožitev dejansko pomeni. To so težko orožje, za katerega mislim, da je bilo vsem jasno, da ga bo moral Hamas izročiti. Mislim, tega niso storili in ne vem, če bodo, ampak glede tega so se vsi nekako strinjali. Kar predsednik vlade tukaj jasno pove v tej izjavi, je, da gre tudi za lahko orožje, za strelno orožje, s katerimi Hamas terorizira družbo. Pravzaprav tako ohranjajo nadzor nad Gazo. So dejansko de facto vladajoče telo v Gazi, ker če jim kdo na ulici nasprotuje, ga pokosijo s tem lahkim orožjem, z AK-47 in strojnicami. Tako da medtem naj bi bila vzpostavljena neka palestinska tehnokratska vlada, vendar predsednik vlade pravi, da to ne bo palestinska oblast. Glede tega je bil do zdaj zelo jasen. Ne bo to Hamas, v vsakem primeru pa bo moralo biti pod nadzorom Sveta za mir.
Predsednik Sveta za mir je v končni instanci Donald Trump. In to pomeni, da imamo omejeno obdobje približno 2 let, dokler je Trump še predsednik, da morda naredimo naslednji korak. Naslednjo fazo v Gazi. V nasprotnem primeru boste imeli drugega predsednika in kdo ve, kaj bi lahko naredil. Morda bo popolnoma razdrl celoten svet za mir in boste spet v obdobju nestabilnosti. Medtem pa premier pred izraelskimi volitvami pravi, da Gaza ne bo palestinska država, Judeja ne bo palestinska država in Izrael se ne bo umaknil niti za centimeter, dokler ima Hamas še vedno orožje. Izrael se pripravlja tudi na prihodnost. Ta teden ste poročali, da je v Izrael prispelo na tisoče ton ameriške vojaške opreme. Govorite o vozilih Hammer, buldožerjih, 9 tovornjakih, vseh vrstah težke inženirske opreme, ki jo Izrael uporablja na krajih, kot je Gaza, ki jo Izrael uporablja na krajih, kot sta Judeja in Samarija. Torej, Izrael se resnično pripravlja na morebiten izbruh na katerenkoli od teh front. Mislim, da je to velika strateška nuja za Izrael. Izrael mora ne le ponovno napolniti zaloge, ki jih je izgubil v skoraj 3 letih vojne, ampak dejansko tudi izboljšati svoj strateški položaj, pridobiti orožje, ki ga potrebuje, in to storiti zdaj, dokler je predsednik Trump še vedno na položaju. Predsednik Trump je bil v svoji administraciji zelo jasen, da želi, da ima Izrael orožje, ki ga potrebuje za svojo obrambo. Da sta kongres in senat trenutno v rokah republikancev, vsaj še nekaj mesecev do volitev. In kdo ve, morda bo kongres prešel v roke demokratov. Morda se bo tudi senat spremenil. Medtem pa imamo kongres in senat, oba republikanska, oba močno naklonjena Izraelu. Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je zelo zavezan zagotavljanju orožja Izraelu. In tako vidite, da je to danes le v naslovnicah, vendar potekajo intenzivna diplomatska prizadevanja. Najverjetneje jih na izraelski strani vodi veleposlanik v Združenih državah, Jehiel Leider, da bi zagotovili, da se Izrael lahko ponovno oskrbi. In hkrati ste lahko prepričani, da Izrael doma išče načine, kako začeti samostojno proizvajati to orožje, težko orožje. In prav tako išče druge vire poleg Združenih držav, da bi diverzificiral dobavne kanale. Aleksej, hkrati ta teden prihaja do diplomatskega spora med Izraelom in Veliko Britanijo zaradi izjav, ki jih je predsednik vlade Netanjahu podal v nedavnem podcastu, kjer je Veliko Britanijo označil za islamsko republiko. Glede na dejansko stanje tam, govorite o tisočih in tisočih migrantov, ki so prispeli na obale Velike Britanije, prav tako o spreminjajočem se odnosu do Izraela. Poglejmo si ta posnetek. Mimogrede, on in njegov oče, Randolph, sin Churchilla, sta prišla in tukaj zelo pozitivno za nas poročala o 6-dnevni vojni. Kako boš to našel v Veliki Britaniji, v tako imenovani Islamski republiki Velike Britanije? Kako boš to našel? Tako imate predsednika vlade, ki Veliko Britanijo imenuje Islamska republika. Mimogrede, videl sem še en posnetek podpredsednika J.D. Vansa, pravzaprav šaljivo, mislim, tudi v nekakšnem podcastu, kjer je omenjal Veliko Britanijo, jo je imenoval Islamska republika. No ja, dejansko smo videli, da so morali Netanjahujevi tiskovni predstavniki nekako zagovarjati te izjave, ki so očitno povzročile močan. Odziv Združenega kraljestva in urada predsednika vlade je bil v bistvu tak, da je predsednik vlade ponavljal izjave, ki jih je J.D. Vance dal le nekaj tednov prej o Združenem kraljestvu. Zdaj očitno vidite, kako muslimani postajajo župani večjih mest po celotnem Združenem kraljestvu. Kako imate še posebej v mestih okolje, kjer ste nekoč imeli veliko in uspešno judovsko skupnost, ki je zdaj v podrejenem položaju, v obrambni drži, prestrašena za svoje življenje. Veliko ljudi v Združenem kraljestvu pravi, da se je položaj Judov izjemno poslabšal. In česa jih je najbolj strah? Najbolj jih je strah muslimanov, ki so tam. In vidite vladne uradnike, ki jih zelo skrbi, kako bodo muslimani glasovali na volitvah. In zato Združeno kraljestvo je začelo umikati diplomatsko podporo Izraelu, čeprav je veljalo, da je Združeno kraljestvo morda druga ali tretja največja zaveznica Izraela na svetu, takoj za Združenimi državami. In kar zdaj vidite te izjave premierja Netanjahuja, ki, mislim, očitno zbodejo v živo v Združenem kraljestvu, to je le nekakšen odziv, bi rekel, na številne izjave, ki so jih dali najvišji uradniki v Združenem kraljestvu. Vključno z nedavnim premierjem Starmerjem, ki je v bistvu priznal palestinsko državnost,
kar je očitno v nasprotju z interesi Izraela. In predtem je dejal, da bo to storil, dokler se bo grozljiva situacija v Gazi nadaljevala. Videli smo tudi, da je bil tam nekdanji zunanji minister Danny Lemmy, je dejal, da je to, kar Izrael počne v Gazi in humanitarna pomoč, ki jo Izrael zagotavlja v Gazi, nečloveško, nevarno in groteskno. Bilo je tudi veliko izjav, celo od nekoga, ki bi ga Izrael preštel za zaveznika, Davida Camerona, ki je bil na začetku vojne zunanji minister, ki je prav tako dejal izjave, ki so Izrael zagotovo razjezile. Ne takšne izjave, kot bi jih pričakovali od zaveznika, in zdaj, nenadoma, predsednik vlade odgovarja z nečim, za kar vsi v Združenem kraljestvu in po svetu vedo, da je res. In Združeno kraljestvo postaja zaradi tega nekoliko občutljivo. Ja, seveda, videli bomo, ali se bo to v prihodnje razvilo v še večji spor, ampak za konec ta teden Judeja in Samarija. Minister za obrambo Izrael, Katz, je ukazal vojski, naj pripravi načrt za prenos pristojnosti nad civilnimi zadevami, ki vključujejo Izraelce v Judeji in Samariji. To velja za veliko novico. Veliko ljudi pravi, da je to še en korak proti suverenosti v Judeji in Samariji. Pravzaprav bom o tej temi v naslednjih dneh pisal tukaj za JNS. Kaj vemo trenutno in kako pomembna je ta poteza ministra za obrambo? No, imamo situacijo, v kateri sta Judeja in Samarija po izraelski zakonodaji dejansko pod okriljem vojske, kajne? Nista upravljeni na enak način kot Jeruzalem ali Tel Aviv. Dejansko ju upravlja vojska. In kar ste videli v zadnjih nekaj letih, so bili poskusi predvsem desničarskih politikov v Izraelu, da bi poskušali normalizirati upravljanje v Judeji in Samariji. In ne pozabite, Izrael je majhna država, kajne? Veste, lahko se peljete od Sredozemskega morja do reke Jordan, kar vključuje vožnjo skozi Judejo in Samarijo v približno 2 urah, kajne? Od severa do juga je država nekoliko daljša, vendar je od vzhoda do zahoda, čez sredino države, hitra vožnja. Če stojite na sredini, kot sem jaz nekoč živel v Betelu, ali če živite v Elazarju, veste, če stojite na visokem mestu v državi, na gorskih grebenih Judeje in Samarije, lahko s prostim očesom vidite čez državo v eno smer in čez državo v drugo smer. To je majhna država. Torej, ideja, da bo en del države upravljala vojska, medtem ko bo drugi del države upravljala policija in različna ministrstva izraelske vlade, je nekaj, kar je treba popraviti, kajne? Če želite asfaltirati cesto v Judeji in Samariji, morate namesto, da bi šli samo prek ministrstva za promet, iti prek vojske. Tako je tudi tukaj, kar pravijo je, da bi pregon v Judeji in Samariji moral preiti zgolj v pristojnosti izraelske policije. In kar je pri tem zanimivo, bi rekel tudi, je, da imate, še posebej, če berete, veliko teh levičarskih izraelskih medijev, kot sta Haaretz in Times of Israel, še posebej, ki to obravnavajo kot eno svojih glavnih tem, je vprašanje, ki ga vedno imenujejo nasilje naseljencev, kot da je to največja nevarnost na celotnem Bližnjem vzhodu. In največja grožnja Izraelu je tako imenovano nasilje naseljencev, kjer prihaja do teh spopadov med Palestinci, ki živijo v Judeji in Samariji, in Judi, ki živijo v Judeji in Samariji. Pogosto se prepirajo glede zemlje, kje lahko ovce pasejo in kdo sadi drevesa. In predstavljajo to, kot da je to veliko večja grožnja izraelski varnosti kot Hezbolah ali Hamas ali pa Iran, ki razvija nezakonito jedrsko orožje. In kar se tukaj zgodi je, da vojska v resnici ni sposobna ali pa naj ne bi obravnavala groženj, ki prihajajo z izraelske strani, ker se vojska ne obrne proti lastnemu narodu. Ne izvaja policijskih nalog proti državljanom svoje države. Vojska se ukvarja le z grožnjami iz druge države. Tako lahko prenos pristojnosti na policijo Izraelu dejansko omogoči več orodij za izvajanje policijskih nalog na lastni strani, česar vojska, kot je povedala, ne bi mogla učinkovito izvajati. To je praktičen korak, to je dobrodošla poteza in mislim, da je to izjemen napredek za vse državljane države Izrael. O tem bomo še govorili. Čez 3 mesece imamo volitve. Poglejmo, kako daleč bo prišel ta novi predlog obrambnega ministra, preden bomo morali znova glasovati za naš kneset. In to je vse za oddajo Jerusalem in Minute tukaj na JNS TV. Josh Hestin tukaj z Aleksom Trejmanom. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Poskrbite, da boste spremljali vso izjemno vsebino, ki jo ponuja JNS TV. Obiščite tudi jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju tukaj. Ne pozabite se naročiti in nam dati super thanks. In se vidimo naslednji teden tukaj v oddaji Jerusalem in Minute.